Berilo iz knjige Modrosti. Duše pravičnih so v Božji roki in trpljenje jih ne zadene. Očem nespametnih so se zdeli mrtvi. Njih odhod je veljal za nesrečo in ločitev od nas za uničenje. Oni pa so v miru. Kajti čeprav so bili po sodbi ljudi mučeni, je njih upanje polno neumrljivosti in po kratkem trpljenju dobijo velike dobrote. Zakaj Bog jih je preskusil in našel, da so njega vredni? Kakor zlato v topilnici jih je preskusil in kakor žavno daritev jih je sprejel. Jezus o svojem prihodu govori kot o dejstvu, ne kot če bo prišel, ampak ko bo prišel. Takrat bo sedel na prestol svojega veličastva in bo ločil narode oziroma ljudi, ene od drugih, tako kakor loči pastir ovce od kozlov. Ne vemo, kdo od nas je kozel in kdo ovca, če bi temu rekel malo v šali. Bog pa to jasno vidi. Medtem ko v nevarnosti kozli pri kozlih misli vsak samo nase, pa se ovce stisnejo in ponavadi naredijo tako, da močnejše ščitijo šibkejše. Včasih morda izgubijo malo izpred oči to, da je vsakem izmed nas tako kozel, kakor ovca. Na nas pa je, koliko enemu in drugemu pustimo, da prevlada. Izkoristimo čas, ki nam je dan, in skrbimo za druge. Varujmo jih, če se imamo za močne, oziroma si pustimo pomagati, kadar smo šibki. V svoji očetovski skrbi bodi usmiljen s tistimi, ki so umrli nagle in nesrečne smrti in so pomoči najbolj potrebni. Prosimo te, usliši nas. Oživi nam vero v večno življenje po smrti. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za vse, ki jim je bilo nasilno vzeto življenje in pravica do groba, sprejmi k sebi v kraj luči in veselja. Prosimo te, usliši nas. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami. verujemo, da je Kristus res vstal od mrtvih, naj z njim tudi živimo v večni sreči. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Jagnje, kaj počenjaš tukaj med volkovi? Ti, ljubljeni sin očetov, si stopil v vrsto grešnikov. Jaz pa se brez premisleka prištevam med pravičnike. Gospod, zdravi vnovič v meni zavest, da sem grešnik, in daj, da bom zopet začel novo življenje, da bom postal človek po tvoji volji. Gospod Emil Žagar je v svojih spominih opisal številne dogodke, ki jih je doživel po koncu vojne. Izredno dragocen je zapis, v katerem vidimo, da v življenju ni črne in bele strani in da so lahko na vseh straneh tudi dobri ljudje. Prisluhnemo enemu od utrinkov. Po vrnitvi iz zapora avgusta 1945 sva bila z bratom zelo srečna, da sva bila spet doma z najinimi dragimi. Smo pa vsi zelo pogrešali našega dobrega očeta, ki je bil aretiran v juliju, dober mesec pred najino vrnitvijo domov. Ravno v juniju in juliju so novi oblastniki organizirali prave racije med prebivalstvom. Aretirani so obdolževali sodelovanja z domobranci in jih brez prič obsojali na dolga leta prisilnega dela. Prve mesece ljudje sploh niso vedeli, da so večino vrnjenih domobrancev pobili v množičnih pobojih. Samo iz naše stopiške fare je bilo po vojni izvensodno pobitih 260 fantov.
Bilo je strahotno. V nekih vaseh je bila prizadeta vsaka druga ali tretja družina. Zelo je trpelo veliko ljudi in z njimi smo globoko odkrito sočustvovali vsi drugi, tudi tisti iz manjšine, ki niso bili pristaši domobrancev. Ljudje pri nas so takrat iskali pomoči in tolažbe pri Bogu. Ti si obljubil nebeško kraljestvo razbojniku, ki so ga vsi pošiljali v pekel. Ti si zdravil bolnike, ko so jih vsi zapustili. Ti si krivdo prevzel nase, ko so si vsi umivali roke. Ti si vstal od mrtvih, ko so vsi menili, da je vsega konec. Jezus, hvala ti, da si drugačen. Sicer pa na našem koncu takrat ni bilo nasilja, ki bi ga proti nam, bivšim domobrancem, izvajali maloštevilni partizani domačini, kakor se je to menda dogajalo v nekaterih drugih krajih naše Dolenjske. Razen dveh so bili vsi naši partizani zmerni ljudje. Zahvaljujoč le tem, posebno še Jožetu Udovču iz Stopič, ki je bil partizanski oficir in spoštovan od vseh, tudi tista dva nagnjena k nasilju nista napravila dosti škode. Z enim od njiju sem imel praviti tudi jaz, ko je nekoč v družbi z mlajšim moškim udrl našo hišo. Takrat sva bila doma sama z mlajšim bratem Tonetom, ki je takoj spoznal, da sem v nevarnosti in tekel po pomoč, ter se zelo hitro vrnil z Udovčem, ki je stanoval samo kakih 100 metrov od nas. Prišel je še pravi čas. Obiskovalca, precej vinjena, sta me začela maltretirati in mi groziti z revolverjem. Sam Bog ve, kako bi se vse končalo, če ne bi bilo njega. On pa je na hitro napravil red in oba nasilneža izgnal iz naše hiše. Vsi bomo enkrat zaspali, v miru počivali vsi. Delo za vselej končali, hišo oči